Mesto, kjer so droge, prostitucija ter hranjenje s škorpijoni in pajki nekaj povsem običajnega. Na drugi strani pa te čaka pestra popotniška izkušnja z živahnimi tržnicami, navdihujočimi starodavnimi templji, okusno ulično hrano in električnim nočnim življenjem. To mesto ima vse. Pripravite se, da se potopite v živahno srce jugovzhodne Azije in z nama raziskujete očarljivo mesto Bangkok, prestolnico Tajske. To je najin pristanek v Bangkoku in najprej sva se mogla odpraviti do hotela, ki sva ga imela čisto zraven zelo glasne Khao San ulice. Pot do mesta je sila enostavna. Pri izhodu 7 v pritličju letališča se vkrcate na S1 linijo avtobusa, ki vas popelje direktno do centra mesta. Gre za ekspresno linijo, tako da boste kljub prometnim konicam še vedno kar hitro na samem cilju. To so te dogodivščine Punča in Sonča, ki sta se že ta prvi dan uspela zakleniti ven sobe. Kaj si pričal, Punč? Ja, nič, dva ključa rabila. Mi sem mislila, ko jih bova nategnila, sva dobila dva ključa, enega ostaviš noter, da klima laufata, sta drugo okoli hodaš. Ampak sta dvoje vrata, tako da ene so od prvih vrata, drugi pa od drugih vrata. Ma si zdaj dolgo ključ? Ne, pride stuff to our room. Bravo, midva. Kot rečeno, najino pustolovščino po Tajskem začenjava v Bangkoku, v prestolnici, in sicer v najbolj turističnem kraju, in sicer Kraljevi palači, ki je za nami. Glede na to, da sva prvič v Bangkoku, sva si hotel rezervirala kar v centru dogajanja, na Khao San Roadu, ki pa v bistvu tudi skriva polno enih restauracij, hotelov, barov in pač tudi nekako je res pač središče dogajanja. Od Khao San Roada imate pa potem tudi zelo veliko enih znamenitosti. Midva sva se zdaj do te Kraljeve palače sprehodila kar peš in sva rabila samo 10 minut. Tako da v bistvu za začetek potovanja je super izhodišče. Seja, ne? Če bi v Sloveniji odprla marelo za sonce, bi me vsi čuden gledali. Tukaj pa Kitajci vsi to delajo. Tako da se prav fajn počutim. Pa še neki. Glejte, kakšne velike vstopnice sva dobila. Ne grejo na razen. Večka tvoja glava. Da jih ja ne zgubiš. Čeprav se imenuje Kraljeva palača, to ni samo Kraljeva palača, ampak je celoten kompleks. Tukaj boste poleg palače najdeli tudi cel kup enih templov in pa drugih pomembnih stavb, ki si jih greva zdaj pogledati. Prišla sva do glavne atrakcije tega kompleksa, in sicer Jade Buddha Temple. Jade oziroma žad po slovensko je okrasni kamen, iz katerega je ta Buda narejen. Oblečen je v bistvu v halje, se pravi v halje, ki so narejene iz čistega zlata in okrašeni z diamanti, tako da je res unikaten dizajn. Je pa to kraj, kamor v bistvu je tudi kot neko romarsko središče, se pridejo posvetiti, moliti, meditirati. Emerald Buda velja za najsvetovejšo prikazan Bude na Tajskem, saj naj bi bil sam žadasti Buda varuh kraljestva. Fascinanten je še en podatek, in sicer, da ima sam kipec kar 3 kostume, ki soupadajo s 3 obdobji podnebja na Tajskem: poletje, monsun in zima. Ceremonija menjave oblek poteka 3-krat letno in jo vodi sam kralj. Izgradnja templja se je začela že za časa vladavine Vrame I. in kar je mogoče še bolj zanimivo je to, da danes ne služi le kot tempelj, ampak tudi kot zakladnica, saj je vsak nadaljnji kralj skušal dodati v sam tempelj nekaj dragocenega. Druga stvar, ki se jo vredno pogledati, pa je Kraljeva palača, ki je za mano. Ta bi mogla biti uradno rezidentstvo kralja, vendar ni, ker se kralj v bistvu živi v drugi palači. Ta se sedaj uporablja samo še za neke bolj uradne ceremonije, kakor so sprejemi drugih vladarjev oziroma predsednikov držav, za bankete in pa kronanja.
No, pa še ene dve zanimivosti. Prva, tole je ta nova palača, ki jo je zgradil Rama V. In sicer v evropskem arhitekturnem slogu s pridihom budističnega stila. Ta stara, ki se je do takrat uporabljala, si jo bomo pogledali kasneje. In pa druga še ena taka zanimivost, noter hranijo pepel vseh bivših upepeljenih monarhov oziroma njihovih članov družine. Za mano lahko vidite staro palačo. Mislila sva, da si jo lahko pogledala, ampak jo trenutno ravno prenavljajo. Sestavljena je iz 3 delov in Rama III v bistvu ta 3 del začel uporabljati potem za kronanje, svoje lastno prvo, in od takrat naprej se v bistvu v ta stari kronajo novi kralji. Zdaj, kot rečeno, midva sva na tem potovanju zelo brez plana, kar pomeni, da ga delava sproti. To pomeni tudi ob 11. zvečer. In daj mi, Cindy, povej, kaj se gremo midva zdaj pogledati? Napisala sem Recycling Buda. Ja, je pa reclining Buda. Jaz sem mislila, da je recikliran. Jaz sem mislila, da ste mislila, da je tam Buda zunaj, a veš, ki pobirajo smeti, pa on reciklira. Jaz sem mislila, da je iz recikliranega materiala, pa nisem mislila, zato ker jaz 3 dni nisem spala včeraj zvečer, ko sem ta plan delala, tako da mi je upravičen. Velik del tajske kulture in celotnega doživetja je seveda tudi hrana. In zdaj sem vas naročila eno tako tipično tajsko juhico. Tom yum yum, nekaj v tem smislu. Gre pa za res tako tradicionalno tajsko jed. No, kakšen je? Ful na limeto potegne. Pa malo je spicy. Ne vem, sem mislil, da bo veliko bolj pekoč, pa ni toliko. No, dober. No, super. Dober tek. Hvala. Popravek, ni okus po limoni, ampak po limonski travi, ker sem dobil za par teh limonskih travic. Zanimivo. No, zdaj, ko bomo želočke polne, pa ker je Bangkok poln templov, so že pri naslednjem templu, pri Wat Pho oziroma Wat Phra, oziroma bolje znan kot The Temple of Reclining Buddha. Recycling Buddha. Tempelj Ležeče Bude je en izmed 6 templov, ki so rangirani kot najvišji red templov na Tajskem. Zgradil ga je Rama I, se pravi prvi kralj, in ga uporabljal kot svoj osebni tempelj. Zato so tudi del njegovih teh pepela, ostankov potrešeni v bistvu v tem templju. Res uživen je center dogajanja tukaj. In po mojem je to tako edini kraj na svetu, kjer lahko v razmaku 3 do 5 metrov doživiš rock glasbo, house, indie glasbo ali pa reggae, pač kar češ. Da ne omenjava, kva se tlele vse ne prodaja, res, od trave, čudnih oblik mesa, kot je tale aligator za nama, insekti pač, puni škorpioni, pajki, ščurki za jesti. Pestro je, pestro. Skratka, obisk Khao San Roada se absolutno splača, veliko za doživeti, veliko za videti in pa siguren party prestolnica, kar se Bangkoka tiče, tako da priporočava ogled. Ker po hitrem postopku sva se naložila v boat cruise oziroma na nek trajekt, ki se nahaja na Chao Phraya reki in to si moraš iti baje pogledati in sva rekla, ja neč, pa pejva.
Mislim, da sva se malo nategnila. Malo sva se, ja. Ta del videa je na voljo v daljšem vlogu po Bangkoku, ki je dostopen le članom najinega kanala. Pridružitev članstvu ti omogoča kar nekaj prednosti. Od tega, da vloge dobiš pred ostalimi gledalci in so leti daljši, do čisto ekstra dodatnih vlogov, ki jih na najinem javnem kanalu sploh ne objavljava. Če te zanima, kaj se je zgodilo in kako izgleda rečni del Bangkoka, te vabva, da naj jo podpreš in postaneš član najinega kanala. Dobro jutro, imam eno dobro pa eno slabo novico za vas. Zdaj, dobra novica je, kakor vidite, se že nahajamo na Train Marketu, se pravi, to je tisti poseben trg, kjer v bistvu gre vlak direkt skozi celoten ta trg. Slaba novica, sem brez Cindy in sicer nekaj jo je zdravje pohecalo, tako da se nam ponavlja zgodovina iz lanskega leta iz Indonezije. Razlika je samo v bolezni, se pravi, mene je lansko let neki želodec pa hrana sfrklala, Cindy pa ne vem, po mojem ima utrujenost od vsega napora, kar so ga imela do zdaj, plus tele klime tukaj, v glavnem glas je zgubila, slabo se počuti, ima vročine, tako da upamo, da se v kakšnem dnevu dveh pocajta. Kot vidite, je sam trg res ozek, se pravi, tiri so direkt tukaj posred, vse, kar imaš placa, je, da se moraš v bistvu postaviti za to rumeno linijo. To je praktično za enega mene, pa še to vlak precej ven gleda, kakor boste videli na posnetkih, tako da moraš biti res zadnji. Tudi trgovci v bistvu vse te strehe, ki so, to morajo vse pospraviti noter, vse, kar je na tleh, produktov in to morajo vse za to rdečo črto, tako da si lahko predstavljate, koliko malo placa je dejansko tukaj, potem, ko gre vlak mimo. Ker veva, da vam veliko pomenijo kakšni dobri travel hacki in nasveti, na tej točki podeliva enega. Prostora za dobro opazovanje in fotke ni veliko, zato priporočava, da si v enem od barčkov, ki so prav tako tik ob železnici, naročite nekaj malega, kakšno Coca-Cola ali kaj podobnega, ker vam potem dovolijo ostati na tistem mestu tudi, ko pride vlak, sicer vas terajo stran. Ne boste se toliko prerivali in imeli boste lep pogled na sam dogodek. Vse je za ceno tistega €1 za Coca-Cola. Malo bolj tako zakotno restauracijo, kjer pač hrana je lahko malo vprašljiva, ker recimo za tale župa, ki jo jem, saj župa je topla, ampak meso noter tale račka je pa mrzla, to meni malo smrdi. Za ta primer imava midva vedno s sabo aktivno oglje od Vital Aima, tako da preventivno vzameva, da ja ne bo kaj narobe, da se ne bo ponovila Indonezija tako kot lansko leto. Aktivno oglje deluje po principu, da v bistvu nase veže toksine oziroma strupene snovi. Lahko pa ga vzamete kadarkoli. Lahko ga vzamete po jedi, če se vam kaj tako čuden zdi, čist preventivno. Lahko pa ga vzamete, pač ko že nastopijo težave. Tako da, činkolo binkola. Če bi želel svojega, ti v opisu videa pustiva link do produkta, seveda pa s kodo PS20 dobiš tudi 20% popusta.
in naslednja destinacija Floating Market. Se pravi, gre za posebno vrsto trga, kjer se v bistvu vse dogaja na vodi v takalih čolničkih. Tukaj pa res praktično lahko dobite vse. Sam koncept zelo spominja na Benetke, oziroma mogoče bolj mehiške Benetke, se pravi Xochimilco, če je kdo gledal najine potopise iz Mexico Cityja. Sam da je to na potenco 10. Pač veliko več se trguje, veliko več produktov je na voljo, edin ladice so mogoče malenkost manjše. Če se kdo sprašuje, kako se je celotna stvar sploh razvila, morate vedeti, da tukaj na Tajskem veliko ljudi nima oziroma ni imelo vozniškega izpita, kar pomeni, da edini način nekako prevažanja sebe in svoje robe oziroma svojih produktov, ki so jih ustvarjali doma, je z pomočjo ladic. Tako da so potem skopali take velike jarke oziroma pač kanale in v bistvu iz vseh okoliških krajev so lahko prišli sem prodajati. Zdaj nekateri prodajajo hrano, nekateri lesene izdelke, nekateri ščurke, nekateri svoje blago, pač cunje in take stvari. Tako da za vsakega se nekaj najde in ljudje so tako lahko trgovali. Jaz sem se vsem odpravil z organizirano ekskurzijo, kar pomeni, da imaš omejeno količino časa za raziskovanje in smo se mogli počasi vrniti. Kar se stroška in vsega tega tiče, pa bova tako kot na koncu vsake popotniške serije naredila prav poseben vlog le stroški potovanja. Tako da narod se na najin kanal, da ga ne boš spregledal. Naš sonče nazaj. Sem jo vam pelil na eno poslastico, tako da se malo ukrepi, ker ko si na Tajskem moraš obvezno porobati kaj? Mango sticky rice. Bolj na glas. Mango sticky rice. Sem ne vem, zakaj je moder. Ja, to tudi meni čist glih. To bi mogel biti moder. Jasen. Je pa to zelo znana sladica. Aj, zakaj? Ja, drugače ni slabo. Malo je ogabne barve, drugače pa dobro. Kaj, si res mislil, da bom tole pojedel? Ne. Mislim, da sem pa zdaj že v teh letih, da mi ni treba delati stvari, ki jih nočem. In sicer dva razloga, zakaj ne bom tega naredil. Prvič, ker drug dan potovanja je. Ne vem, če bi se že glih ta drug dan malo sfrklal svoj zdravje ali whatever. Drugič pa, ker vprašljiva je tale kvaliteta, ker to tlele, ki stoji, pa gor dol, vse če bi videl, da ga direktno pred mano pač dajo vroč olje, pa da bi še topo ga pojedel, še ne rečem, tako pa ne. Bog ve, koliko je že star. Ja, saj to, ja. Pa še ena stvar, da ne boste mislili, da Tajci res jejo škorpijone in to. Ja, jejo insektne na splošno, se pravi, kakšne sviloprejke, kakšne te grasshopperje, kobilce, kaj takega. Prav škorpijone, pajke, to pa ni glih tako normalen. To je res bolj za turiste, ker problem škorpijonov oziroma na splošno stvari, ki so strupene, je, da tudi če jih ti ucvreš ali karkoli z njimi termično obdelaš, ni nujno, da boš toksine in strupe uničil. Tako da To se pa kar malo strižemo tam na sred. Gradbiša. In so čist ljudi. Danes v bistvu bi lahko še čist cel dan izkoristila za raziskovanje Bangkoka, ampak žal leto ni bilo mogoče, ker ja, jaz komaj živim. Sva pa uspešno prišla do vlaka in v bistvu ob 8 zvečer imava nočni vlak do Chiang Maja. ja, Bangkok je super izhodišče za kamorkoli po državi boste želeli. Zdaj midva se odpravljava na sever z vlakom, kakor je Cindy že rekla, tako da ja, tudi spala bova na njemu. Je bil pa cel projekt oziroma podvig dobiti tele karte za vlak, sploh če hočeš imeti cel kopec zase. In ja, v bistvu rezervacije se odprejo 30 dni prej in jaz sem že po noč gledala karte in klikala, osveževala. Mislim, da je samo 7 ali 8 teh kupejev,
vsi ostali so te, ki si šerajo in pol ti cel dan oziroma celo noč ti pač luč gori in res ni fajn. Midva sva pa v bistvu sama in vam bova zdaj še vlakec razkazala. Problem pri teh skupnih je to, da v bistvu samo ena zavesca te loči od vseh ostalih, od vsega šundra, smrčanja, smradu, vsega, tako da mi smo se rajši odločili za malo bolj privat opcijo. Vlaki so zmeri polni in v bistvu že v enem dnevu, ko se prijave odprejo, se vlak praktično napolne. In ni tako kot včasih, če bereš forume, pravijo, da je 1, 2, 3 dni prej dovolj za rezervirati. Daleč od tega. V bistvu moraš imeti kar veliko srečo pa potrpljenje, da prideš do vlaka. Tudi v bistvu ta njihova uradna stran se je skozi sesuvala, skozi si jo mogel refreshati, tako da je bilo noro. In tudi kad Tajcu poveš, da si dobil vlak, so tako, bravo, ful dober, pač vsaka čast. Tako da ja, imate pa pač seveda tudi možnost letala. Poglejte samo to linijo tlele zadaj, pa ja, kar je 2 meseca prej, kdaj se odprejo? 30 dni. Zdaj tako, jaz imam tole na širokokotno naštimano, veš, da lahko mi pokažeš, kako grem jaz skozi vrata. Čak, se bova najdla. Čakaj, daj. Ne greš, skratka, ne greš. Glik. Pač malo je vsko. To je tale vlak 13, ki pač ni lih najbolj modern. Imate enega še novejšega, ki gre, mislim, da 20 do 7. Na unga smo midva hotela iti, pa ni šans, nisva dobila sedežev. Tako da, toliko so polni ti vlaki. V glavnem se vidite, v bistvu glih en kovček, pa Cindy, zdaj, ne vem no, bova se stisnila. Čak, da prostor narediva, pa vse razkaževa. Jaz zdaj to ne vem sicer, kako točno se vidi, jaz upam, da se ne sviti. Ja, zdaj sva se midva malo razparcelirala, pa malo razpakirala, tako da kovčke, če postaviš takole, imaš plc še zahoditi, tako da je kar v redu. V bistvu imaš pač pograd, oba pograda sta ista, tako da ni neke razlike, kje spiš. Pa imaš pa ohlajenih poličk, tako da pač, če vse malo odložiš, je prav lušten. Drugače pa vožnja traja iz Bangkoka do Čang Maja skoraj 13 ur in v bistvu od 8 zvečer do 9 zjutraj pol prideva. Pač vožnja je takole, no, lepo, prijetno. Zaenkrat ne ropota prav veliko. Ja, ne ropota prav veliko, tudi trese se ne nekaj preveč, tako da po mojem se znava tudi celo naspati. Čez malo birola pa še najina razmišljanja. Sama izkušnja je bila zanimivo prijetna. Kot rečeno, vlak ni ropotal, tudi tresel se ni pretirano in z lahkoto lahko rečeva, da je bila veliko bolj udobna tranzicija kot kakšen 2-urni let z nizkocenovnim letalom. Naspala sva se, privarčevala sva za prenočišče, tako da res toplo priporočava, da ko se boste odpravili na sever, poskušate dobiti eno takole sobico na vlaku do gor. Nad s temule ukrcavanjem na tale vlak in z vožnjo do Čang Maja tudi zaključujemo tale vlog. Polajkaj spodaj, če ti je bil všeč vlog, seveda narod se na najin kanal, da boš še naprej sledil temule potovanju po Tajskem. In pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau!